Spoštovane in spoštovani, ponovno pozdravljeni na Dnevu slovenskega lesarstva, osrednjem nacionalnem dogodku slovenske lesne industrije, pod naslovom Les – naša zelena prihodnost. Pred nami je drugi del strokovnih predavanj, kjer se bomo posvetili lesenim stavbam, značilnostim in pravilnim pristopom v lesni gradnji. Leto 2020 je poleg vsega pokazalo še nekaj. Toplogredni plini so mobilni, ali enostavno povedano, hitro pridejo in grejo. Ko se je spomladi svet ustavil in z njim velik del industrije, smo izmerili bistveno nižje vrednosti izpusta toplogrednih plinov, torej je narava dobesedno zadihala. Danes se ne bi smeli več spraševati zgolj, kako proizvesti čim več energije, ampak kako s čim manj izpusti ustvariti čim več. In ravno pri tem nam naravni material, kakršen je les, ponuja zeleno roko. V kubičnem metru lesa je uskladiščeno za 2 toni ogljikovega dioksida. To je le eden od pomenljivih podatkov, s katerimi nas bo zdaj oborožil in navdušil profesor dr. Franc Pohleven iz Društva za zaščito lesa Slovenije. Lep pozdrav. V veselje in veliko čast mi je sodelovati na Dnevu slovenskega lesarstva, saj sem trdno prepričan, da je les naša prihodnost. Sem upokojeni profesor Biotehniške fakultete in na Biotehniški fakulteti sem predaval predmete lesni škodljivci, zaščito lesa, konzervatorstvo, biotehnologija gliv, gojenje gob. Kar nekaj teh predmetov sem uvedel na Univerzo v Ljubljani. Prostovoljno pa se že več kot 15 let ukvarjam z promocijo rabe lesa. Kot biologu mi les pomeni mnogo več kot le izdelki in objekti in želim poudariti okoljski pomen lesa za človeka in seveda za okolje. Kar naprej. Zakaj me je pravzaprav spodbudilo k temu? V zadnjih 30 letih se soočamo s podnebnimi spremembami, ki se kažejo v ekstremnih vremenskih pojavih, kot so suše, nalivi, povodne, zmrzali in žledolomi in tako dalje. Vsega tega pred 30 leti še ni bilo. V zadnjih letih pa so ti pojavi vedno bolj ekstremni in hujši. Kar naprej. Podnebne spremembe povzročajo toplogredne plini, kot je CO2, dušikovi oksidi, fluorovodikove spojine, metan in še vrsto drugih polutantov. In vse to nastaja pri izgorevanju fosilnih goriv, torej pri uporabi energentov, kot je premog, nafta, plin, pa tudi kurjenje lesne biomase. In premalo se zavedamo, da tudi pri pridobivanju jedrskih goriv, kot je uran 235 in plutonij, ki ga uporabljamo v atomskih jedrskih elektrarnah, se tudi pri pridobivanju sprosti ogromna količina CO2, tako da atomska energija zagotovo ni ničelna, emisijsko ničelna. Kar naprej, prosim. Povzročitelj podnebnih sprememb je predvsem težka industrija, ki predeluje fosilne surovine za materiale za gradbeništvo, kot je železo, jeklo, cement, aluminij, ter kamena in steklena volna in še vrsto drugih gradiv, ki jih pridobivamo iz fosilnih surovin. Torej, lahko skoraj z gotovostjo zdaj rečemo, da je za podnebne spremembe kriv človek in da so posledica dejavnosti v nekaj zadnjih 100-200 letih človeka. Dokaz, da je za podnebne spremembe kriv človek, se je pokazal letos ob uvedbi ukrepov proti koronavirusu. Satelitski posnetki kažejo nad Kitajsko v februarju letos, da se je količina toplogrednih plinov drastično zmanjšala. In sicer na račun ustavitve industrije. Pa ne samo na Kitajskem, zmanjšala se je tudi
kasneje v marcu in aprilu povsod po svetu. Naprej, prosim. In torej, če pogledamo vpliv koronavirusa na porabo energije in emisije toplogrednih plinov, vidimo iz slike, da se je poraba fosilnih goriv v februarju in marcu zmanjšala na nivo iz leta 1900. To je neverjetno, torej za 120 let nazaj. In temu pa je sledil upad toplogrednih plinov, ki je dosegel raven po drugi svetovni vojni iz leta 1945, verjetno pa je skok še kasneje bil še nižji. In posledica tako drastičnega znižanja toplogrednih plinov smo občutili letos, ko smo dejansko po 25 letih spet nekako imeli normalno podnebje in me spominjajo na čase iz moje mladosti. Imeli smo sorazmerno hladno pomlad, ni bilo ekstremnih visokih temperatur poleti in tudi sedaj nas spremlja nekako prijetna jesen. Naprej, prosim. In kaj predstavlja izziv za prihodnost? Torej, za prihodnost človeštva ne bo pomembno, kako proizvesti čim več energije, pa tudi, če je ta bioenergija, ampak kako z manj energije, z nižjo emisijo, torej CO2, proizvesti materijale in graditi objekte. Tu je pa zagotovo zelo pomembno, zlasti še po koronskem obdobju, da bo potrebno obrati nove poti, saj so nas stare že odtečene prepeljale v okoljsko in vsesplošno družbeno krizo. Nujen bo prehod na neki novi ekokapitalizem ali pa ekogospodarstvo ali pa ekoindustrijo. Naprej, prosim. In zdaj, kako zmanjšati izpuste toplogrednih plinov? Na dlani je, da ko se bo industrija po koroni zopet, po koronskih ukrepih, ko zagotovo se bomo virusa v leto dni rešili probleme z virusom in takrat bo zelo pomembno, da bomo prešli na energetsko nepotratne biomateriale, gradiva in če bomo uporabljali gradiva, za katera bo potrebno manjša poraba energije, bomo na ta način zmanjšali porabo fosilnih energentov in če bomo zmanjšali porabo fosilnih energentov, bo tudi manjša emisija toplogrednih plinov, kot je CO2, dušikovi oksidi in drugi toplogredni plini. Naprej, prosim. In tukaj zdaj, če pogledamo, kaj smo v zadnjih 100 do 150 letih proizvajali, kakšna neto emisijo povzročimo na 1 kubični meter pridelave materijala, tako da ga iz fosilnih surovin predelamo ali pa iz surovin predelamo v 1 kubični meter materijalov. Ta izračun za CO2 je narejen iz porabe energije. Tukaj vidimo, da za plastiko, da za 1 kubični meter plastike sprostimo pri proizvodnji 5 ton CO2. Pri jeklu sprostimo 17 ton CO2. Da naredimo 1 kubični meter aluminija, sprostimo 27 ton CO2. Torej, tukaj je na dlani, da pri predelavi surovin se sprosti preko porabe energije ogromne količine CO2. Če pa pogledamo pri lesu, pa pri 1 kubičnem metru se veže približno 1 tona CO2. Zakaj? Naslednji diapozitiv. Če pogledamo v naših gozdovih ali pa v gozdovih posod po svetu, nastaja les s pomočjo sonca in vezave ogljikovega dioksida. In lahko si predstavljamo, da les predstavlja dejansko CO2. In to s pomočjo energije sonca. Naprej, prosim. Pa ne samo to, da nam sonce ustvarja les, tudi pri predelavi lesa v končne izdelke porabimo najmanj energije. In tukaj, če primerjamo seveda aluminij, jeklo, PVC, si pogledate, koliko sive energije in CO2 se sprosti
ko naredimo na primer aluminijasta okna ali pa PVC okna. Če pa pogledamo tehnično suh les ali pa masivni les za gradnjo, pa vidimo, da je zelo, zelo malo energije potrebno, da iz lesa naredimo okno, vrata, ostrešje in druge izdelke. Da ne govorim o lesenih hišah. Kar naprej, prosim. Tako da lahko rečem, da je iz teh podatkov, da je les strateška dobrina, prvenstveno namenjena za gradnjo. Zato ne razumem politike Slovenije, da že 25 let govori samo o bioenergiji, kurjenju lesa, ne govori pa o biomaterialih, o lesu za izdelke in za objekte. Tako da bi po koronskem obdobju morali usmeriti gospodarstvo iz alternativnih virov energije s kratico AVE, torej kurjenju lesne biomase, na alternativne surovine ali pa na alternativne materiale, kot je les. Učinek na emisijo bi bil 100 do 1000-krat večji, kot pa zdaj dosežemo z tem, da kurimo les. Da naredimo neko primerjavo. Če hočemo narediti eno okno iz aluminija, moramo pokuriti več kot 10 lesenih oken. Torej, razlika je očitna in to nam povzroča emisijo CO2 in drugih toplogrednih plinov. In zakaj se jaz zavzemam za to, da bi se preusmerili iz AVE na AS oziroma iz alternativne virov energije na alternativne surovine? Zato, ker je najbolj zelena tista energija, ki je ne porabimo. Torej, predelujemo materiale gradiva, ki so energetsko nepotratni in energetsko varčni. In pri primerjavi lesenega okna proti plastičnemu, aluminijevemu, privarčujemo največ energije, zato je to, lahko rekel, zelena ali pa bioenergija. In tukaj je prihodnost človeštva. No in zdaj, če primerjamo emisijo CO2 pri gradnji hiše iz lesa in armirano betona. Kot vidimo, je za leseno hišo potrebno približno 10-krat manj energije in to pomeni, da se 10-krat manj CO2 sprosti, kot če gradimo hišo iz armirano betona. Kot vidimo, nekako za leseno hišo se sprosti 40 enot CO2, kilogramov CO2 na kvadratni meter površine, pri armirano-betonski hiši pa 400 kilogramov CO2 na kvadratni meter površine. Naprej, prosim. Tule še primerjava na ameriške študije, kjer na levi strani vidimo hišo, tronadstropni objekt iz lesa in kjer je vidno, da smo s tem znižali emisijo za 150 ton CO2. Na desni strani pa je enak objekt, enake velikosti iz armirano betona, kjer smo pa približno 100 ton CO2 sprostili. Torej, razlika je skoraj 250 ton CO2. In mi bi mogli iti po poti gradnje z lesom. Naprej, prosim. In seveda svet temu sledi, tako v Avstriji, Nemčiji, v Ameriki, Kanadi. Tukaj pa dajem en primer, da na Japonskem načrtujejo gradnjo najvišjega lesenega nebotičnika na svetu v vrednosti skoraj 6 milijard ameriških dolarjev. Visok naj bi bil 350 metrov in bo iz 76% imel vgrajenega lesa. In na ta način bo prispeval k znižanju emisije CO2 za 2800 ton. Torej, prihodnost je v lesni gradnji. Naprej, prosim. Glede da gozdnatost Slovenije, kajti
Sloveniji gozdovi pokrivajo približno 60% površine, je pomen lesa za Slovenijo neizmerno. Slovenija je dejansko dežela gozdov. In ta les bi morali porabiti doma v naši industriji. Naprej, prosim. Zalog lesa v slovenskih gozdovih je 352 milijonov kubičnih metrov lesa in na leto priraste več kot 8 milijonov kubičnih metrov, kar pomeni več kot 4 kubične metre na prebivalce Slovenije. Tako da lahko rečem, da je les dejansko naše naravno bogastvo. Slovenija nima drugih surovin, ima pa les, ki je dejansko prihodnost človeštva. Zato bi morali v Sloveniji preusmeriti našo industrijo na lastno surovino, kot je les. Naprej, prosim. In vzpostaviti bi potrebno trajnostno verigo od hloda do proizvoda. Tukaj le vidimo lep primer na sliki, torej drevo, potem na žagi polproizvodi, ki jih pa moramo predelati v končne izdelke. In eden od najbolj atraktivnih izdelkov iz bivše Jugoslavije je stol kralja, ki je svetovno znan, in predelava lesa v končne izdelke je tisto, kar daje vrednost, dodano vrednost in delovna mesta. Izvoz hlodovine je dejansko izguba za Slovenijo, ampak hlodovino moramo predelati v končne izdelke in na ta način bomo omogočili največji dobiček in tudi v predelavi lesa je največ delovnih mest, ki so zdrava do človeka in za okolje. Še enkrat, v Sloveniji bi se mogli držati načela od hloda do proizvoda. Naprej, prosim. Ampak tukaj sem zdaj omenjal neke izdelke, objekte, ampak les predstavlja surovino za številne proizvode. Torej, kot sem že omenil, objekti in izdelki iz lesa. Potem so ostanki, ki pri tem nastanejo, ki jih rečejo, da so za skuriti, to ni res. Iz teh lahko naredimo kompozite, kot so križno lepljene plošče, iverne plošče, OSB plošče, lepljeni nosilci in tako dalje. Potem pa seveda novejše raziskave so pa lesu dale še drugačna vrednost, kot je modificiran les, termično modificiran les, izolacijski in polimerni materiali iz lesa, na primer lesna volna, stiropor iz gliv, s čimer sem se tudi nekaj ukvarjal. Potem so tkanine iz lesa, to verjetno gospe dobro poznajo, viskozo, topila iz lesa, utekočinjen les, premazi, lepila, izolacijska pena, bioplastika, celo lesno steklo, se že na nivoju laboratorijskih raziskav. Potem v zadnjih letih zelo popularna karbonska vlakna, celo predvidevajo, da bi lahko elektronska vezja, fotovoltaiko, akumulatorje, celo zdravila iz lesa izdelujejo tudi že zdravila. Potem, če pa že za energetske namene, bilo pa smiselno les opliniti in tako bi nekako v teh kotlih ostala ta škodljive snovi, ki sicer pri kurjenju sproščamo v zrak in proizvajali leseni plin. Najmanj zaželeno je pa kurjenje lesa, saj s tem onesnažujemo. Ne samo, da sproščamo CO2, ampak onesnažujemo zrak z rakotvornimi delci PM10, PM5 in pa PM2, pa po domače rečemo temu, da so to saje. Tako da mi ni znano, ali pa ne morem si razlagati, zakaj smo po osamosvojitvi poudarjali samo energetsko izrabo lesa. In eden od teh vidikov je prav to, zakaj se prostovoljno ukvarjam s področjem promocije lesa. Naprej, prosim. Torej, tukaj je primer objekta iz masivnega lesa.
Naprej, prosim. Primer notranje opreme, to je vse razstave, čar lesa, torej tudi ta namesto plastike. Zdaj pa grem seveda na to, kar sem že prej omenil, nove tehnologije obdelave lesa, izboljšajo lastnosti lesa, ki postanejo primerljive nelesnim gradbenim materialom in ga prilagodijo sodobnim trendom uporabe. Torej, tukaj potekajo vrhunske raziskave na področju lesa, tudi na Biotehniški fakulteti oddelku za lesarstvo, kjer tehnološko sodobno obdelamo les in ga lahko uporabimo tudi tam, kjer ga prej ni bilo mogoče uporabiti, in na ta način se razširi spekter uporabe in podaljša se življenjska doba lesnim izdelkom. Zelo pomemben vidik je to, da na koncu, ko smo izdelki se postarajo, ko mogoče niso več v modi, niso več v trendu, takrat tega lesa ne pokurimo, ampak da ga še enkrat uporabimo za nove izdelke. V angleščini se to imenuje reuse, in to je še vedno nekajkrat do okolja bolj prijazno, kot pa če take izdelke pokurimo. Naprej, prosim. Tukaj bom zdaj nekaj teh novih izdelkov, ki so produkt najnovejše tehnologije ali pa tehnologije v zadnjih 15-20 let. Hit je seveda križno lepljene plošče, cross-laminate timber, ki so dejansko osnova za gradnjo objektov. In kot sem prej že omenil, ne samo do 10-20 nadstropij, celo več kot 30 nadstropij se predvidevajo že objekti iz križno lepljenih plošč. Naprej, prosim. To je lep primer Hoho v Avstriji, to je v predmestju Dunaja, kjer stolpnica že vseljena, 3 stolpnice in pa velik poslovni objekt, ves zgrajen iz lesa, ali pa večina iz lesa, približno 70% je iz lesa, in na ta način so nekako znižali emisijo CO2 za 3000 ton. Učinek je neverjeten. Naprej, prosim. Kaj bi še lahko te križno lepljene plošče? V Sloveniji se ukvarjamo z nekako statično energetsko sanacijo objektov v mestih, Mariboru, Ljubljani, Celju in tako dalje. Za te namene, bolj kot armiran beton, bi lahko prišle te križno lepljene plošče, kjer bi statično energetsko sanirali jih in na čan bi pridobili na statiki. In statičnost bi se jim toliko zboljšala in tudi protresna varnost, da bi lahko celo za eno nadstropje še ta objekt nadgradili. Pri armirano betono bi ga pa obtežili in bi ta učinek bil nekajkrat slabši. Tako z vidika statike kot energetske sanacije. Naprej, prosim. No, področje, s katerim sem se kar nekaj časa ukvarjal, ko sem še bil v službi na fakulteti, uvedel in predlagal sem patent, ki je zdaj na industrijskem nivoju, industrijske proizvodne. To je termična modifikacija lesa v vakuumu. V glavnem poteka segrevanje lesa brez prisotnosti kisika. In ta metoda, ki smo jo mi predlagali, je dejansko, to dosežemo v komori z vakuumom, ki se pa nadomesti potem s hlapnimi snovi, ki preidejo iz lesa. In tukaj imamo primer, na levi strani je nemodificirana deščica iz lesa, potem sredini je nekako pri temperaturi tam okrog pod 200 stopinj modifikacije in na desni strani pa je pri okrog 220 stopinjah modificirana lesa. Na ta način les dobi dimenzijsko stabilnost in tudi večjo odpornost na škodljivce. Kar naprej, prosim. Tule je primer industrijske proizvodne ali pa industrijske termične modifikacije po našem patentu. Naprej, prosim. Tule je pa primer vrat in stavbnega pohištva, ki je najbolj primerno, in pa seveda tudi tla lahko iz tega izdelujemo.
in tak les je dimenzijsko stabilen in odporen na škodljivce. Naprej, prosim. Druga stvar, ki pri nas kolegi na oddelku za lesarstvo pa utekočinjajo les in iz lesa potem lahko proizvajamo, potem dodajamo kot lepila, premaze in tako drugo, mogoče na naslednjem še, prosim, naprej. Tukaj je nekaj teh lahko kot premaze, kot peno, delamo lepila in druge, torej namesto nafte se uporablja les, ki ga utekočinimo. In ta proizvodi so dejansko produkti CO2 iz zraka, ne pa iz fosilnih, iz nafte, ki prihaja iz nedre zemlje. Naprej, prosim. Najnovejša stvar v zadnjih 10 letih pa veliko se dela na nanofibrilirani celulozi ali pa nanokristalinični celulozi. To so vlakna, ki so pridobljena, polimeri, ki so pridobljeni iz lesa in taka nitka iz lesa, torej nanofibrila iz lesa je močnejša od pajkove mreže, pajkove nitke in tudi do 5 do 7-krat močnejša od jeklene žice istega premera. Torej, kot zanimivost, te nanofibrile mi lahko proizvajamo iz ostankov, kot je žagovina, skorja, vejice, vse to, kar mi rečemo, da je za peč. To je material za nanocelulozo in nanofibrile, ki predstavljajo prihodnost človeštva. Na naslednjem slajdu, to pogledamo. No, tukaj tudi to raziskujemo na oddelku za lesarstvo biotehnične fakultete in vidimo, kako izgleda nanofibrilirana celuloza ali pa nanokristalinična celuloza. In iz spleta sem dobil sliko, da so na Japonskem že naredili avtomobil iz celuloznih nanofibril. Seveda v svetu potekajo pa seveda že proizvodnja v Ameriki teh nanomaterialov iz lesa, ampak jih ne uporabljajo samo za les, ampak tudi v medicini, v tehniki, v strojništvu in tako dalje. In to je material prihodnosti. Naprej, prosim. Na gozdnih področjih Slovenije bi morali ustanoviti centre predelave lesa, kjer bi hlodovina končala na žagah, iz žagah pa potem polizdelke takoj v lesne končne izdelke. Seveda pa ostanki pri žaganju pa bi predelali tudi še v iverne plošče in druge kompozite, samo v skrajnem primeru, kar res ni za uporabo, pa v energetske namene. Taki centri bi bili energetsko samozadostni in uporabljali bi lokalno surovino. In zdaj naslednjega, prosim. Na gozdnih področjih ustanovitev centra, kjer bi bila povezana pridelava, predelava in prodaja končnih izdelkov. Tako bi omogočili delovna mesta tam, kjer ta dobrina nastaja, zmanjšali bi dnevne migracije v industrijske centre, uporaba prevoznih sredstev, čas za prevoz nesreče, obremenitev cest in pa porabo goriv. In sedanji vidik je še pa toliko večji, ko imamo karantene, da bi na primer lahko ljudje v svojem kraju najdli zaposlitev in se ne bi prevažali v druge centre industrijske in prenašali tudi virus. Ostanke predelave in odslužene izdelke pa v kompozite, kot sem že rekel, nerabne ostanke pa eventualno v energijo, s katero bi se oskrbovali ti centri. Predelava lesa ne onesnažuje okolja, zraka, prsti, vode in ne proizvaja odpadkov. In lesna industrija sovpada s turistično dejavnostjo Slovenije in omogoča lokalno gospodarstvo. To je bistveno, ne krožnega, ampak lokalno gospodarstvo. In na vasi bi ta industrija tudi pomenila razvoj naprednih vasi in pa seveda razcvet podeželja in, kar je še pomembno, decentralizacijo slovenskega gospodarstva in regionalni razvoj. Naprej, prosim.
Vizija razvoja Slovenije, bogatstvo lesa predstavlja izziv za Slovenijo, omogočalo bi gospodarstvo na osnovi naših surovinskih danosti in pičlih energetskih možnosti. Surovinsko in energetsko neodvisnost, kar bi omogočilo tudi politično suverenost Slovenije, trajnostni vidik, skrb za okolje človeka, boj proti podnebnim spremembam, zmanjšanje emisije toplogrednih plinov in škodljivih snovi v ozračje in seveda trajnostno gospodarjenje z gozdovi, katere je potrebno izrabiti do tiste meje, kot ga dopušča sonaravni vidik, za kar pa skrbijo gozdarji. Z uporabo lesa posredno ščitimo gozdove. Tega se premalo zavedamo, kajti lesna industrija ne onesnažuje zraka, medtem ko druge industrije, kot je cementarne, jeklarne, pa v ozračje spuščajo škodljive snovi, ki povzročajo propadanje dreves in gozda. In s tem namenom smo tudi pred 12 leti začeli promovirati les na razstavah Čar lesa, da ljudi ozaveščamo, in to je nekaj utrinkov iz Cankarjevega doma. Že 12. leto je letos bila razstava. Tukaj je bilo na mestni občini Ljubljana, na Rotovžu razstava. Letos je po Sloveniji, zdaj je trenutno v Mariboru, vendar sedaj pač stagnira in naprej, prosim. In s prehodom na naravne materiale, kot je les, bi se počutje in kvaliteta življenja ljudem znatno izboljšala. Kajti les spremlja človeka od spočetja pa do umretja oziroma do smrti. Hvala lepa. Hvala, gospod Franc Pohleven. Naslednji prispevek se med drugim ukvarja z zanimivimi vprašanji, kaj o lesu dejansko drži in kaj je bolj stvar nekakšne mitologije oziroma znanstveno neoprijemljivih prepričanj. Ali je macesen res najbolj odporna vrsta lesa v Sloveniji? Kakšen je vpliv časa sečnje? Ima Luna kaj dosti pri tem? Z nami je raziskovalec življenjske dobe lesa, oseba, ki lahko odgovori, kako lesu zagotoviti dostojno staranje. Profesor dr. Miha Humar z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Lepo pozdravljeni, moje ime je Miha Humar, prihajam iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in danes bi rad povedal nekaj o vzrokih za razkroj lesa, predvsem pa kako zaščititi les, da nam dolgo in zvesto služi. Zdaj, ko gledamo na razkroj lesa, imamo pogosto negativne asociacije povezane s tem, ker je z vidika uporabnikov razkroj vedno prehiter, ker v naravi so pa vsi ti procesi zaželeni. In nenazadnje, če pogledamo otoke plastike v oceanih, na plažah, se česa podobnega z lesom ne more zgoditi, ker les, preden bi se lahko začel kopičati v oceanih, bo že prej razpadel. Ključno vprašanje z vidika vseh, ki uporabljamo les, pa je, kako te procese upočasniti, ker zaustaviti se jih žal ne da. In ena prvih točk, na katero pomislimo, je, kako izkoristiti izkušnje uporabnikov iz preteklosti, kako se naučiti na podlagi izdelkov, ki so ostali naših predhodnikov, kot so na primer kašče in kozolci. Pri tem pa pogosto pozabimo, da tisto, kar gledamo danes v obliki kozolcev, ki so ostali, je samo najboljše z tistega časa, ker med 95 in 98 lesene kmečke arhitekture izpred 100 let je že propadalo. In pogosto, ko sklepamo na znanje v preteklosti na podlagi teh znanj, je napaka podobna, kot če bi na podlagi testirane atletske reprezentance sklepali na pripravljenost večine Slovencev. Dejstvo pa je, da je zaščita lesa pomembna, pripomogla k industrializaciji Evrope. V časih, ko se je razvila, v časih industrijske revolucije, je bil zgodovinsko stanje gozdov v Evropi na najslabši točki. Na levi skici, na tej prosojnici, vidimo stanje gozdov leta 1000 pred našim štetjem, na desni pa stanje gozdov recimo v času industrijske revolucije. V tistem času so bili gozdovi naravni prisotni samo še na severu Evrope
in pa visoko v Alpah. In v tem času se je pojavila velika poraba po lesu. Les se je uporabljal v tistem času tako za potrebe jeklarske kot steklarske industrije. In v istem obdobju se je pa začel razvijati transport, predvsem železnice in telekomunikacije, telegraf v tistem času. In v tem času se je rodila industrijska zaščita lesa. In zaščita lesa v tem obdobju je omogočila industrializacijo, ker je edina lahko zagotavljala les, ki je bil dovolj odporen za gradnjo železniških prog in telekomunikacijskih drogov. V tem času se je treba zavedati, je bil les hrasta, ki je sodil med najbolj odporne lesne vrste tistega časa, prepovedano sekati. Sekali so ga lahko samo za potrebe orožarske industrije in za cerkve. Za sečno hrasta je bilo v tem obdobju zagrožena smrtna kazen. In v tistem obdobju se je razvila percepcija zaščite, ki pogosto vlada še do danes, torej, da smo uporabljali neko kemikalijo, strupeno, z njo smo prepojili les in dobili odličen proizvod. Takšno stanje, to obdobje zlatih časov biocidov je trajalo skoraj do 80-ih, 90-ih let 20. stoletja, dokler se predvsem zaradi pritiskov javnosti, zelenih strank v Evropi in različnih nevladnih organizacij, torej zelo dobro, da so se te stranke vzpostavile, ni zgodil velik pritisk na samo rabo biocidnih proizvodov za zaščito lesa. V tem obdobju smo v Evropski uniji zaradi vseh teh razlogov sprejeli zelo, ali so sprejeli, ker Slovenija takrat še ni bila v Evropski uniji, ostro zakonodajo. Vzpostavlja se tudi zaščita tropskih gozdov, torej poveča se zavest o pomembnosti zaščite tropskih gozdov. In zaradi tega se je vzpostavil trend v Evropi, da mora uporabiti domače lesne vrste za čim več različnih namenov uporabe. In zato se danes na zaščito lesa gledamo bistveno širše, kot smo gledali v preteklosti, ko smo na to gledali samo z vidika zastrupljanja lesa. Danes vemo, da se zaščita lesa začne s pravo izbiro lesa, s pravilno tehniko zaščite lesa, ki pa vključuje tudi biocide, ampak samo po potrebi, vključuje nove tehnike modifikacije lesa, upošteva tehnike zaščite lesa s hidrofobnimi pripravki, konstrukcijsko zaščito lesa in seveda tudi vzdrževanje. Pri tem se nam pa postavlja ključno vprašanje, ali imamo v Sloveniji dovolj odpornega lesa. In odgovor na to vprašanje žal ne. Torej, večina lesnih vrst, katere imamo na razpolago v Sloveniji, žal nima odpornega lesa. Zato jih moramo na takšen ali pa drugačen način zaščititi, preden jih želimo uporabiti v, recimo, konstrukcijske namene. In s tem problemom se pa pogosto vprašamo tudi, ali so v preteklosti imeli boljše podatke povezane s tem. In najstarejši zapis o naravni odpornosti lesa povezan s tem najdemo v kmečkih pa rokodelskih novicah iz Blajvajzovih, torej iz časa okrog 1875. In v teh novicah recimo najdemo prvi podatek v slovenskem jeziku o različnih življenjskih dobah lesa. Seveda so te cifre močno pretirane, številne od teh ne temeljijo na resnih podatkih, pogosto črpajo te podatke iz svetega pisma, iz neznanstvene literature. In ker se potem vprašamo, ali lahko samo na podlagi teh podatkov sklepamo življenjsko dobo lesa ali izberemo primerno lesno vrsto, je odgovor žal ne. To je en tak prikaz enega takšnih neuspelih poskusov. Tu je slikan most, ki se je žal po 5-6 letih uporabe pod težo traktorja porušil. Uporabili so neodporno lesno vrsto brez ustrezne zaščite. Tako da v bistvu odgovor tukaj je relativno jasen, torej na podlagi samo izkušenj moramo črpati, se moramo osredotočiti, tudi nas pomagati standardi. In standardi razvrščajo večino slovenskih lesnih vrst v razrede od 1 do 5. Prvi razred spadajo najbolj odporne lesne vrste, v 5. pa najmanj odporne lesne vrste. Med slovenskimi lesnimi vrstami, te, ki so skrastjo v Sloveniji, imajo odporen les žal samo les kostanja in robinje. Les ostalih lesnih vrst je bistveno manj odporen, hrast, macesen sta bistveno manj odporna, kot sklepa večina Slovencev. Z namenom odgovoriti ali pa prikazati podatke
v praksi prikazati odpornost različnih lesnih vrst, smo pa na oddelku za lesarstvo postavljeno modelno hiško, prikazano na tej fotografiji, po 7 letih uporabe. Lesne vrste smo vsako leto ocenili, in to je podatek izpred 14 dni, ko smo ocenili, kakšno je stanje teh lesnih vrst. Če je ocena 4, pomeni, da je lesna vrsta povsem razkorjena, ocena 0 pa pomeni, da je les še zdrav. In po 7 letih so smrekove, bukove, deske že povsem propadle. Tiste materiali, ki so se najbolj izkazali, so bili materiali obdelani s termično modifikacijo oziroma zaščiteni z biocidnimi proizvodi. Tudi lazurni premazi niso bili dovolj in so po 7 letih, les, ki je bil premazan z lazurnimi premazi, je po 7 letih že propadel. Prav tako smo značilne poškodbe opazili tudi na lesu macesna in hrasta. In ti podatki kažejo na to, da kadar želimo les uporabiti v Sloveniji v ogrožajočih pogojih, ga moramo na takšen ali pa drugačen način zaščititi. Seveda se pa pri tem soočamo z enim velikim vprašanjem. Ko stopimo v eno gradbeno trgovino, stopimo pred polne police biocidnih proizvodov in se je treba odločiti, kateri biocid uporabiti. In ko se na nas obrnejo z vprašanjem, kateri biocidni proizvod bi uporabili, mi na to vprašanje pogosto odgovorimo, kateri avto bi uporabili. Kateri avto je najboljši na svetu. Enako težko vprašanje, kot odgovoriti na vprašanje, kateri biocidni proizvod je najboljši na svetu. A je to sodobna Tesla, ki vam čisto še pomaga, če morate priti v neke hribovite predele. V teh pogojih se včasih bistveno boljše izkaže navadna Lada Niva. In podobno je tudi z biocidnimi proizvodi. Nekateri se boljše obnesejo v zahtevnih pogojih, drugi so pa primerni za vsakodnevno uporabo. In primer neprimerne uporabe odličnega biocida je ta most v Kranju, ki je bil zaščiten z biocidnim proizvodom na osnovi bora, ki so odlično obnesli za les, ki niso postali vremenskim pogojem. Ta most so pa kljub zaščiti po nekaj letih zaprli. Pri tem se kot primere pozitivne zaščite pa lahko prikazano primer okna, izdelanega iz termično modificiranega lesa. Tega okna ni treba ščititi z biocidnimi sistemi, ki bi delovali proti glivam, razkrojevalkom in insektom. Dovolj je, da se ga zaščiti samo z biocidnimi proizvodi, ki vsebuje aktivne učinkovine za zaščito pred glivom in modrivkami. Ali ta most, ki je star že okrog 20 let, les je bil impregniran, les Douglazije, tujerodne vrste, ki raste tudi v Sloveniji, je bil zaščiten z biocidnimi proizvodi, ki imajo fungicidno in insekticidno delovanje in ti so mu zagotovili zelo, zelo dolgo življenjsko dobo. Seveda pa na tem mestu opozarjam tudi, česa ne smete izbrati. Žal v naših krajih pogosto vidimo tudi neprimerne prakse rabe lesa in eno takšnih je na primer ta koča iz Velike Planine, ki je premazana z odpadnim motornim oljem. Žal s takšnim postopkom zaščite samo obremenjujemo okolje, življenjske dobi pa ničesar ne prispevamo. Če želimo učinkovito zaščito lesa, moramo nujno izbrati registrirane, preverjene biocidne proizvode. Na tem mestu se mi pogosto srečamo tudi z vprašanjem, kako na življenjsko dobo vpliva tudi luna, čas sečne ali še kaj drugega. Žal moramo na tem mestu povedati, da ni zaenkrat nobenega znanstvenega dokaza, da bi imela luna oziroma čas sečne kakršenkoli resen vpliv na odpornost lesa na prostem. Do sedaj, poleg tega, če pogledamo tudi z komercialnega stališča, danes, včasih strojne sečne, si zelo težko privoščimo, da bi mi posamično lesno vrsto sekali samo 3-4 dni na leto. Stroji, ki so vredni 20 milijonov. Torej, tudi če bi čas sečne, luna in te pogoji imeli vpliv na odpornost lesa, bi bilo takšno pridobivanje lesa bistveno predrago za resne komercialne namene. Na tem mestu pa pred zaključkom pa postavljam vprašanje, ali mislite, da je zaščita lesa v 21. stoletju še potrebna? In na to vprašanje v najboljšem primeru pokažem s primerom. To je en grad, cerkvica v Čeških Alpah, na razglednici poslikana pred 10 leti. In to je pa slika družine, ki se je na tem mostu slikala z avtomatsko kamero. Most se je po težo družine podaril in na srečo ni bilo nikomur nič hudega. Seveda so bile določene ostre poškodbe. In posledica neprimerne rabe lesa za izgradnjo tega mosta so pa takšne.
Naslednji most, ki so ga pri tej cerkvi izdelan iz jekla. In skrbi nas, da nepravilna raba lesa, izbira neustreznega zaščitnega sredstva za zaščito lesa nas lahko pripelje do tega, da se bo renesansa rabe lesa v gradbene namene končala. Zato je prav, da se pred izbiro zaščite lesa za zahtevne konstrukcijske namene vedno posvetujemo strokovnjakom z tega področja. Vsi ti podatki, ki so pa prikazali tukaj, pa ne bi bili mogoči brez podpore različnih projektov, tako da se na tem mestu zahvaljujem tako financerjem, ki so omogočili financiranje teh raziskav, kot pa tudi organizatorjem, da so nas povabili na današnje srečanje. Hvala lepa. Hvala, gospod Miha Humar. Les ima poleg trajnosti še obilo drugih kvalitet. Poglejmo, kako raznovrstni in drzni so lahko načini njegove uporabe v gradnji. Skozi nove tehnologije, ki se uveljavljajo v sodobnem trajnostnem gradbeništvu, torej gradbeništvu prihodnosti, nas bo zdaj popeljal predavatelj, ki se raziskavam, razvoju in praksi na terenu zelo intenzivno in predano posveča že dobrih 20 let. Dr. Bruno Dujić iz podjetja CBD Contemporary Building Design. Spoštovani, moje ime je Bruno Dujić, prihajam iz podjetja CBD, kar nekako pomeni Contemporary Building Design. In v slovenskem prostoru se zadnjih 15 let predvsem ukvarjamo z razvojem, inovacijami, projektiranjem in tudi izvedbo lesenih konstrukcij. Danes je tema mojega predavanja les kot gradbeni material. V zadnjem obdobju doživljamo nekako preporod tega naravnega materiala, ki se vedno bolj uporablja za vse bolj zahtevne objekte. Z različnih vidikov mu pripisujemo, da naj bi bil to material prihodnosti. Predvsem zaradi trajnostno naravnane gradnje v prihodnosti naj bi bila njegova gradnja, njegova uporaba v prihodnosti vse obširnejša, predvsem zaradi njegovega življenjskega cikla. Tako že v zadnjih nekaj desetletjih spremljamo, da arhitekturno vse bolj zahtevni objekti se predvsem gradijo v tehnologiji lesenih, inovativnih kompozitnih elementov. Lahko rečemo, da v naslednjem obdobju, predvsem ko je treba znižati ogljične izpuste, da naj bi les postal gradbeni material prihodnosti. In nekako doživljamo nekakšno renesanso, nekak preporod z izjemno intenzivno razširjenostjo tega materiala po vseh kontinentih sveta. V zadnjih 10 letih se je tehnologija križno lepljenih ploskovnih elementov praktično uveljavila na vseh koncih sveta, kjer lahko spremljamo, da iz tega materiala nastajajo vse višji objekti. Lahko trdimo, da je zasedel nekako bistven segment v klasični leseni gradnji, s tem, da les kot naravni material ima določene značilnosti. Mnogokrat, ko se ljudje odločajo za leseno gradnjo, jih predvsem pozovem k razmisleku, zakaj vidimo les kot najboljši material. Les kot najboljši material vidimo predvsem iz enega razloga. Namreč les ne obremenjuje okolja. To pomeni, da pod svojim odsluženem življenjskem ciklu kot naravni material propade. In tega se moramo zavedati v vseh segmentih pri projektiranju, izdelavi in predvsem pri vzdrževanju lesenih objektov. Namreč naravni material ne obremenjuje okolja, vendar je potrebno poznati njegove značilnosti, da ga pravilno sprojektiramo, vgradimo in vzdržujemo skozi daljše časovno obdobje. Suhe lesene konstrukcije so večne, vlažne lesene konstrukcije so začasne. Zato bom danes govoril predvsem o lesu kot gradbenem materialu, ki je namenjen konstrukcijam. Se pravi, objektom, kjer z zunanjim ovojem, s fasado, zaščitimo les in ga dejansko obdržimo skozi celotno njegovo obdobje suhega. In zaradi tega bi ravno v tem predavanju apeliral na vse deležnike v leseni gradnji, da je treba v prihodnosti vzpostaviti tudi moratorij lesene gradnje, kajti s tem bomo praktično dali pravo veljavo temu fantastičnemu materialu. No in če pogledamo nekako sprehod čez zgodovino, se pravi od najbolj primitivnih kolišč, zatočišč, predvsem zaradi zelo enostavne obdelave, je les hitro dobil svojo funkcijo, vlogo pri oblikovanju domovanja.
Sčasoma je dejansko bila želja graditi vse više, tako se recimo srečujemo v srednjem veku že s precej visokimi objekti, nekateri so še danes v ponos, mnogokrat nekateri ljudje, ki razmišljajo, da je les tudi primeren material, da ga izpostavimo naravi, je treba vedeti, da mnogo od teh objektov, ki so eksistirali v nekem obdobju, jih danes ni več. To pomeni, da govorimo samo o peščici, ki so se obdržali zaradi nekih robnih pogojev. In robni pogoji so pravilno projektiranje, odvodnjavanje vode, presuševanje in tako naprej. In ponovno se je izkazalo v zgodovini, da tisti, ki so poznali gradnjo z lesom, so ga lahko obdržali skozi daljša časovna obdobja. Vsaka lesena konstrukcija pa ni preživela svojega časa, kateremu je bila namenjena. In tako lahko vidimo, da na osnovi tega so se razvili različni koncepti gradnje. Eno iz samega graditeljstva, zahtevnosti gradnje po etažah, v višino, ali glede na samo namembnost. In v okviru tega se srečamo v razvoju lesenih konstrukcij z mnogo stopnjami. Od najbolj enostavnih, primitivnih ali brunastih, se pravi zatočišč, do tega, da prihajamo do nekih ravninskih okvirjev, prostorskih okvirjev, skeletne gradnje in na koncu danes ponovno k masivni gradnji nazaj z razvojem inovativnih novih tehnologij v gradnji z lesom. Les kot gradbeni material je izjemno kompleksen. Če ga primerjamo z ostalimi gradbenimi materiali, kot sta recimo beton in jeklo, lahko zelo hitro ugotovimo, da ima les zaradi svoje specifike ga je treba zelo podrobno obravnavati in poznati. In njegova notranja struktura je izjemno kompleksna. Zaradi raščenosti lesa prihajamo do tega, da predvsem kot projektanti moramo natančno poznati njegove obremenitve v različnih smereh. Njegova gostota se spreminja, hkrati s časoma se spreminja vlažnost, zaradi tega se dogajajo določene deformacije in pri lesenih konstrukcijah, kjer je konstrukcija obložena z ostalimi zaključnimi materiali, zaradi teh deformacij v teku eksploatacije objekta prihaja do določenih težav. Namreč krhki, nedeformilni materiali pod vplivom deformacij dejansko pokajo. In vse to so stvari, ki jih je treba pri samem načrtovanju in projektiranju upoštevati. Lahko pa vidimo, da je dejansko njegov ogljični odtis izjemno pozitiven. Celo dogaja se, da v lesenih konstrukcijah lahko skladiščimo CO2, medtem ko pri vseh ostalih materialih pri sami proizvodnji porabimo ogromno energije in sprostimo CO2. In lahko vidimo iz spodnjega diagrama, da je dejansko ponor ogljikovega dioksida pri lesenih konstrukcijah izjemen. In poleg tega, če še razmišljamo o tem, da lahko leseno konstrukcijo po odsluženi življenjski dobi razstavimo, ponovno preoblikujemo, jo ponovno uporabimo za ostale vrste konstrukcij ali celo predelamo, zmeljemo in porabimo za nove produkte, kot je recimo Oriented Strand Board, Mediapan, se pravi, to so vse ploskovni elementi, kjer so lesene veri prešane v neki matrici, lahko vidimo, da lahko les v tem ciklu ohranjamo izjemno dolgo časovno obdobje. In če pogledamo mehanske lastnosti lesa, lahko ugotovimo, da v različnih smereh se zelo različno obnaša. Tako je, na primer, v smeri vlaken njegova nosilnost izjemno velika. Pravokotna vlakna pa izjemno majhna. Zaradi tega tudi ločimo vrste lesa kot mehka vrsta lesa, trda vrsta lesa. Nekatere vrste lesa so pri tej obremenitvi pravokotna vlakna veliko bolj odporne. Če samo naredimo eno hitro primerjavo z jeklom in betonom, lahko vidimo, da je les celo primerljiv z betonom. Pri različnih njegovih lastnostih lahko ugotovimo, da je tlačna trdnost lesa zelo primerljiva s tlačno trdnostjo betona. Pri natezni trdnosti beton ne prevzema napetosti, zato ga armiramo z jekleno armaturo. In v tem primeru lahko ponovno ugotovimo, da
natezna trdnost lesa je primerljiva z armiranim betonom. Vsekakor lahko z dodajanjem armature v armiranem betonu dosežemo višje nosilnosti. Poleg tega je les izjemno lahek, zato se je pred 100 leti, ko je bil nekako patentiran in se je začela tehnologija proizvodnje lepljenih nosilcev, izjemno uporaben za premostitvene objekte, se pravi za velike razpone. Njegovo razmerje med lastno težo in nosilnostjo je izjemno, primerljivo z jeklom. Poleg tega pa ima les določene specifike. Reagira na vlago, je anizotropen, dejansko je gorljiv material, jaz pravim, je fantastičen. Zakaj? Če ga imamo v majhnih prerezih, ga lahko uporabimo za energent, v masivnejših prerezih pa pomeni celo zaščito pred ognjem. In v masivni obliki, ko mi les po novi tehnologiji predelamo, razrežemo, posušimo lamele in jih nazaj zlepimo v veliko masivno strukturo, dobimo izjemno ognjevarne lesene masivne konstrukcije. To pomeni, da je praktično material v vseh področjih izjemen, samo vedeti moramo, kako ga na pravilen način uporabiti in ugraditi. In če povemo nekaj več o novi tehnologiji, pred približno 15-20 leti se je nekako posrečil poizkus, ki je bil že dolgo časa nekako napovedovan z različnimi tehnikami spajanja, vezanja, kako dobiti stabilno strukturo lesa. Namreč les zaradi svoje raščenosti v eni smeri ima izjemno delovanje pravokotno na vlakna in zaradi teh deformacij se lesene konstrukcije niso mogle razviti do stopnje, kot se razvijajo danes. Z navzkrižnim lepljenjem, z pravo tehnologijo stiskanja, s pravilnim lepilom, se pravi, vse to so robni pogoji, ki so pripeljali do tega, da smo pred 20 leti dobili tehnično izjemen produkt, kot je križno lepljen ploskovni element, ki se lahko uporabi za strešne plošče, za medetažne konstrukcije, za stenske elemente in je povzročil pravi preporod pri projektiranju lahkih lesenih objektov. Tehnologija proizvodnje omogoča različno število plasti v različnih smereh, največkrat se uporablja ortogonalna struktura, se pravi, plasti so usmerjene pod kotom 90 stopinj, v različnih slojih, se pravi 3-slojne, 5-slojne, lahko se dodajajo dodatni sloji glede na potrebe statične nosilnosti. Praktično imamo možnost sprojektirati produkt, ki ga potrebujemo glede na obremenitve v konstrukciji. In s tem se je tehnologija lesenih konstrukcij dejansko pomaknila na čisto drugo raven. In imamo prečni presek, kjer lahko prevzemamo napetosti tako v eni smeri, kakor tudi v drugi smeri. Sama križno lepljena plošča je po svoji ploskovni dimenziji stabilna, kar pomeni, da ko sestavimo to veliko strukturo, pravimo včasih tudi škatlasta struktura, sestavljena iz stenskih elementov in medetažnih plošč, dobimo izjemno nosilen konstrukcijski segment, ki se lahko kosa dandanes z zelo, zmogljivimi, prestižnimi jeklenimi in armirano-betonskimi objekti. Po drugi strani imamo novo proizvodnjo, kjer lahko iz furnirjev, se pravi iz lupljenega debla, parjenega debla, furnirje ravno tako zlagamo v različni strukturi in dobimo večslojni nosilni element ali nosilec ali ploskovni element, ki ima še bolj izjemne lastnosti kot sama križno lepljena plošča. Govorimo o laminated veneer lumber. In če pogledamo samo paleto različnih konstrukcijskih elementov, ki se uporabljajo v današnji sodobni leseni gradnji, lahko ugotovimo, da od masivnega rezanega lesa, ki je osnova, se pravi od same predelave hlodovine, pridemo najprej do produkta z najmanjšo dodano vrednostjo. Potem imamo pa možnost, da uporabo lesa nadgradimo z samimi sodobnimi tehnologijami do izjemno nosilnih konstrukcijskih elementov. Danes se v ta namen ne uporabljajo več samo mehke vrste lesa, kot je smreka, jelka, bor, ampak tudi bukev, govorimo o bavbuhe, se pravi lepljenih nosilcih iz bukve, govorimo o lepljenih nosilcih iz hrasta, kjer niso več lamele samo v slojih lepljene, temveč tudi prostorsko, kot neka matrika. In s tem praktično dobimo vlaknast material brez nekih napak, namreč grča v sami strukturi lesa je
mesto, kjer je koncentracija napetosti. Grča mora nastati zaradi tega, ker drevo raste. Mnogo ljudi me sprašuje, ali lahko ima leseno konstrukcijo ali leseno površino brez grč. Pravim, da lahko, z mnogim prebiranjem in tako naprej, ampak grča je izjemno pozitiven element. Vsekakor ga pa lahko s to tehnologijo anuliramo. In z samim razrezom lesa in ponovno spajanje v večjo masivno strukturo dobimo izjemno nosilne elemente. Na koncu te elemente kombiniramo tudi lahko z različnimi jeklenimi elementi in dobimo neke soprežne kompozitne elemente. In to pomeni, da nam ta nabor kombinacije jekla in lesa, različnih vrst lesa, da izjemne možnosti. In te izjemne možnosti pomeni, da ima tudi celotna lesna gozdarska industrija izjemen potencial. Potencial, ki bi ga morala znati izkoristiti predvsem v gradbenem segmentu. Ne samo v pohištvenem segmentu. Namreč gradbeništvo je tisti največji odjemnik lesa, kjer Slovenija, ki ima lastno surovino, izjemno bogato, se pravi z zdravimi gozdovi, bi morala ta potencial znati izkoristiti in pripeljati, se pravi te inovativne produkte do najvišje stopnje vrednosti in jih uporabiti predvsem v večetažni stanovanjski gradnji. Namreč les je idealen gradbeni material, ki nudi najboljše bivalno okolje. No in če se vrnemo nekako nazaj, imamo masivne konstrukcije, ki so se razvijale preko kladnega sistema, brunaste gradnje, potem so prišli do tega, da so morali delati okvirje, ravninske, prostorske, predvsem zaradi delovanja lesa. Niso imeli masivnega ploskovnega elementa, kot ga imamo danes. In na ta način so se ti konstrukcijski sistemi skozi čas razvijali. Danes, če primerjamo obe vrsti konstrukcij, tista lesena okvirna konstrukcija, ki danes pravimo montažna gradnja ali sendvič sistem, kjer je znotraj nekega lesenega okvirja napolnjena izolacija, leseni okvirji so poploščeni oboje stransko z obložnimi ploščami. Prihajamo do tega, da v bistvu ta montažni sendvič sistem nadomestimo z masivnim elementom. In na tak način danes izvajamo lesene masivne konstrukcije tudi preko 10 etaž. V Sloveniji je bilo že nekaj zgrajenih 4-etažnih objektov. In pri obeh sistemih je izjemna razlika med samo tehnologijo proizvodnje osnovnih lepljenih elementov, načinom uporabe veznih elementov in tehnologijo predpriprave pred gradnjo na terenu. Vemo, da montažni objekti večinoma se izdelajo v delavnicah in se sestavljene stene in medetažne konstrukcije pripeljejo na teren, saj bi bilo drugače na terenu mnogo več dela in mnogo več težav z samo kontrolo kvalitete. Pri lesenih konstrukcijah je pa to, lesenih masivnih konstrukcijah iz križno lepljenih ploskovnih elementov, pa je to najbližja alternativa klasični gradnji. Namesto betonskih zidov, medetažnih plošč ali zidanih zidov ali iz kjeregakoli drugega materiala začnemo graditi objekt iz ploskovnih lesenih masivnih elementov v celotno masivno škatlasto strukturo. Sama gradnja, montaža, izjemno hitra, izjemno natančna in dejansko omogoča mnogo prednosti in možnosti v nadaljnji tehnologiji in razvoju gradbeništva. Po drugi strani v Sloveniji se srečujemo še s potresom. Lesene konstrukcije so izjemno težavne glede izračuna potresne nosilnosti. Namreč potresna nosilnost je, da zagotovimo objektu nosilnost, hkrati pa tudi omejimo deformabilnost, da pri največjih potresih se konstrukcija zaradi lastne teže ne bo porušila ali da ne bo prišlo do velike ekonomske škode. In ponovno, pri lesenih masivnih konstrukcijah smo z mnogo raziskavami ugotovili na osnovi računskih modelov odziva, kjer smo iz dejanskega odziva stenskega elementa to pretvorili v računske modele, prišli do tega, da zelo enostavno vladujemo celoten odziv lesene masivne konstrukcije pri obtežbi potresa ali obtežbi vetra, se pravi obeh horizontalnih obtežbah, samo na simulacijo odziva jeklenih veznih elementov. In to nam danes omogoča, da lahko simuliramo še tako zahtevne lesene masivne konstrukcije, ki so arhitekturno recimo zelo zahtevne, lahko pa tudi zelo izjemno visoke po višini, kar si včasih nismo znali predstavljati, da bi lahko gradili z lesom. No, prikazujem samo nekaj možnosti
kako pridemo iz odziva različnih stenskih elementov, kjer lahko vidite histerezne odzive z različnimi barvami obarvane, kjer to pretvorimo v računski model, kjer je prikazana histerezna ovojnica in so podani določeni parametri, ki nam kot statikom na koncu služijo, da lahko vse te konstrukcije, ki so bile včasih izjemno težko izračunljive, govorimo o lesenih konstrukcijah, danes izjemno natančno simuliramo in obravnavamo. No in prihajamo v obdobje, kjer gradimo vedno več objektov preko 10 etaž. Uporaba tega lesa se v zadnjih 10 letih začela uporabljati eksponentno, eksponenten porast samega materiala. Projektirajo se že 40-etažne stavbe iz križno lepljenih plošč. Prikazujem jih nekaj, nimam časa, da se bi posvetil vsem tem objektom, vendar priča smo, da smo v zadnjem desetletju, kar je bilo uvodoma rečeno, doživeli izjemno renesanso lesa kot gradbenega materiala. Srečujemo se še s tem, kako v bodočnosti predvsem zreducirati to uporabo lesa. Danes projektiramo, izdelujemo masivne plošče, kjer vse posod ni potrebna taka količina lesa. Skozi čas bo potrebno to zmanjšati. In tudi v CBD-ju smo se to zavedali že pred več kot 5 leti, vzpostavili evropski patent, pridobili evropski patent in danes dejansko imamo možnost, da v lastni predelavi v Sloveniji lahko to tehnologijo ščitimo in s tem produktom pridemo tudi na trge ostalih držav. Nekaj več o tem mogoče v naslednjih predavanjih, kaj omogoča križno lepljena tehnologija rebrastih plošč, katere prednosti ima pri določenih razponih, pri požarni odpornosti in tako naprej. Vendar pomembno je to, da lahko pri istem razponu uporabimo element, ki ima celo do 30% manjšo porabo materiala in dobimo enake mehanske lastnosti. Še več, dejansko tehnologija omogoča uporabo za rebra, se pravi izjemno osnovnih lamel po izjemno enostavnem postopku, kjer lahko stabilizacijo lamel samo z ulepljenim stikom dejansko zagotovimo. V Sloveniji je bilo že kar nekaj objektov narejeno v tej tehnologiji. Prikazujem le nekatere, kjer lahko vidite, da na osnovi same arhitekturne zahteve smo izjemno enostavno lahko rešili v bistvu samo stabilnost in nosilnost konstrukcijskih sistemov. Prej sem omenil, da smo zgradili že kar nekaj 4-etažnih objektov, zahtevnih dvoran, premostitvenih objektov, kot primer telešportne dvorane v obliki ladijskih nosilcev, eden izmed največjih skvoz centrov na svetu, 8 igrišč po različnih nivojih, 14 metrov višina stavbe, nadgradnja industrijskega objekta, kjer smo projekti poimenovali Green over Grey, kjer lahko industrijske komplekse nadgrajujemo z lahko leseno konstrukcijo. Nekaj zahtevnih inženirskih objektov, ki prikazujem primer nadstreška z precej velikim razponom v obliki letalskega krila, do gradnje bivakov s pomočjo helikopterjev, ki je zelo enostavno sestavimo v strukturi na sami gori, in do tega, da dejansko s to tehnologijo smo nadaljavo uspeli zmontirati, čeprav smo bili zadolženi za montažo lesenega paviljona v Dubaju in smo z celotno projektantsko ekipo uspeli pripeljati nadaljavo, da so lahko monterji na sami lokaciji, ki nikoli se niso srečali z leseno gradnjo, na osnovi vseh teh detajlov, ki jih imamo danes z sodobnimi računskimi orodji in grafičnimi orodji, možnost prikazati vse detajle, da so lahko sestavili zelo zahtevno leseno konstrukcijo na sami lokaciji. Več o tem bo verjetno govora drugo leto, ko se bo Expo v Dubaju odprl in kjer bomo lahko uživali v lepotah same konstrukcije slovenskega paviljona. Jaz bi se vam zahvalil za pozornost, upam, da nisem bil predolg in v primeru vprašanj, moje ime je Bruno Dujić, e-mail je izjemno enostaven, bruno.dujic@cbd.si. Hvala za pozornost. Hvala, gospod Bruno Dujić. Kje so vse prednosti lesene gradnje? Zakaj in v čem naj bi bil les boljši gradbeni material kot na primer beton? Katere lastnosti stereotipno pripisujemo lesu in ali upravičeno? Katerim napakam se moramo pri projektiranju in izvedbi izogniti, da bomo lahko zares izkoristili ves potencial lesa kot gradbenega materiala? Virtualni oder prepuščam dr. Iztoku Šušteršiču z inštituta InnoRenew.
Lepo pozdravljeni, moje ime je Iztok Šušteršič in bi vam danes predstavil tematiko prednosti uporabe lesa v lesenih stavbah in pa potem v drugem sklopu predavanja bi pa pogledali še nekaj o kontroli kakovosti v takšnih zgradbah. Prvo poglavje, to je prednost uporabe lesa, bi nekako obdelali z 5 vidikov. Prvo je okoljski vpliv, drugo je požarna varnost, tretje je potresna varnost, četrto je prefabrikacija in peto je vertikalno nadgrajevanje obstoječih stavb z leseno konstrukcijo. Če začnemo pri okoljskem vplivu, gradbeni sektor v osnovi v svetu in v Evropi je odgovoren za približno 40% porabe vse energije, porabi približno 40% vseh surovin in obenem proizvede tudi 40% vseh odpadkov. Obenem je pa odgovoren za približno 1/3 vseh izpustov ogljikovega dioksida. Za razliko od ostalih materialov, pri katerih proizvodnji nastaja ogljikov dioksid, je les tu popolnoma drugačen. Les za svoj nastanek potrebuje ogljikov dioksid in pa sončno svetlobo ter vodo in v tem procesu potem nastane les, stranski produkt, če temu tako rečemo, je pa tudi kisik. In če pogledamo recimo primerjavo z ostalimi materiali, na levem grafu vidimo, da recimo pri materialih naprimer bolj mineralnega izvora oziroma sploh pri kovinah nastajajo ogromne količine ogljikovega dioksida, po drugi strani pa pri proizvodnji lesnih izdelkov ne nastaja ogljikov dioksid, pač pa ga dejansko pri njihovi proizvodnji, če tako rečemo, skladiščimo. Seveda ga ne skladiščimo pri proizvodnji, pač pa pri tem, ko les raste, potem pa seveda ta les vgradimo v tovrstne izdelke. Še ena dodatna dobra lastnost lesa je, da ga lahko izrabljamo kaskadno. To je tako rekoč nujno, če ga hočemo izrabiti na tak način, da v njemu skladiščimo ogljikov dioksid na čim daljši rok, čim dlje časa. Kaj to pomeni? Da iz recimo enega lesenega nosilca ali pa lesene plošče, tega kasneje predelamo recimo v tanjše obložne plošče ali pa v neke lesene letve. Naslednja stopnja te predelave potem je lahko celuloza za papir. Iz tega nastanejo kemikalije, v pozitivnem smislu seveda, in šele na koncu, v zadnji fazi, gre lahko potem to za neko energetsko predelavo, se pravi, da se ta les po večjih ciklih, se pravi lahko tudi po več 10 oziroma celo več stoletjih, dejansko skuri v peč in iz njega na koncu dobimo tudi energijo. Če pogledamo še porabo energije, ki je potrebna za nastanek 1 kubičnega metra posameznega materiala, tile 3 stolpci prikazujejo, koliko megajoulov energije je potrebno za nastanek 1 tone posameznega materiala. Tukaj imamo primerjavo lesa, betona in pa jekla. In vidimo, da je potrebna energija za pridelavo 1 kubičnega metra lesa res zanemarljiva napram ostalim materialom. To si lahko enostavno predstavljamo, če se spomnimo naprimer na železarne, na jeklarne, na proizvodnjo cementa, koliko je potrebne energije, da se recimo železova ruda stopi, da se potem predela v jeklo, da se žge cement. Po drugi strani pa v bistvu les požagamo v gozdu in potem ga razžagamo na končne elemente in zlepimo skupaj. Tako da poraba energije za to vrsten material je res izjemno majhna. Seveda pa vsa ta zgodba o ponoru CO2 in obnovljivosti ne bi držala, če ta material ne bi prihajal iz gozdov, v katerih trajnostno gospodarimo. Kar pomeni, da skrbimo, da nikoli ne požagamo več, kot pa dejansko lahko. V Evropi si to lahko privoščimo, namreč v Evropi že zdaj porabimo samo približno 2/3 vsega lesa, ki bi ga lahko za namene gradbeništva. Kar pomeni, da imamo še vedno dovolj rezerve tudi za povečane količine lesa v gradbenem sektorju. Če smo bolj okoljsko zaveščeni in nas zanima, odkot je prišel posamezen recimo kos lesa, ali pa lahko tudi recimo izvor papirja ali pa neke embalaže, smo lahko pozorni na ta 2 certifikata, FSC, to je Forest Stewardship Council, in pa PFC, Program for the Environment of Forest Certification, ki sta v bistvu certifikata, ki nam povesta, da je bilo za nastanek določenega materiala poskrbljeno v skladu s trajnostnimi načeli. No, naslednja tematika, o kateri bi vam nekaj povedal, je požarna varnost. Stereotipno mogoče velja, da les ni požarno varen. Če recimo pogledamo te 3 primere objektov na sliki, lesena konstrukcija, jeklena in pa betonska, katera bi bila bolj varna.
No, če so pravilno projektirane, so varne vse tri. Ampak mogoče najprej nekaj o razliki med odzivom na ogenj in pa odpornostjo na ogenj. Les se vsekakor odzove na ogenj, konkretno rečeno, les gori in lahko tudi pogori do konca. Vendar naj vas samo v tem trenutku spomnim, da sta tudi recimo ta dvojčka Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, ki sta bila žrtev terorističnega napada, nista se na koncu porušila zaradi udarca letala oziroma eksplozije, pač pa zaradi požara. Bila sta narejena iz jekla, oziroma nosilna konstrukcija bila iz jekla, ki se ne odzove na ogenj, se pravi ne gori in tudi ne more pogoreti. Vendar zdaj pridemo na drugo stran. Samo še beseda o odzivu na ogenj. V skladu s standardom EN 13501-1, ki opredeli kategorijo odziva na ogenj, les spada v kategorijo D, kar pomeni, da se v bistvu bolj odziva na ogenj oziroma bolj gori kot pa naprimer materiali, kot so beton in jeklo, ki bi bili okrog kategorije A1 ali A2. Vendar, ko pridemo do odpornosti na ogenj, je zgodba malce drugačna. Odpornost na ogenj klasificiramo z oznako REI, oziroma REI po domače. R pomeni nosilnost, resistance, E je integriteta, integrity in I je izolativnost. Ti trije kriteriji nam dejansko povedo, koliko časa se pa lahko posamezen material upira požaru oziroma ognju. In v tem primeru je pa les neprimerno boljši od na primer jekla. Jeklo že pri približno 600 stopinjah Celzija izgubi vso svojo konstrukcijsko trdnost in v bistvu popusti pod to visoko temperaturo. Beton po drugi strani ne, vendar današnji beton je vedno armiran z jeklom. In če je ta krovna plast betona pretanka, potem se to jeklo, armatura segreje in na končni fazi lahko pride do enake situacije kot v popolnoma jekleni konstrukciji. Zdaj pa tu na levi strani imate tako zanimivo, precej staro sliko, kjer vidite dva jeklena nosilca, ki sta popolnoma zvita po nekem požaru, seveda sta se segrela na tisto temperaturo in sta popustila. Medtem ko ležita pa na takem lesenem nosilcu, ki je samo malce poglinjen zunaj. No, če gremo pogledati bolj podrobno, les sicer gori, ampak gori zelo počasi in zelo kontrolirano, konkretno s približno 0,7 mm na minuto. In s tem dosti enostavnim podatkom lahko izračunamo, koliko lesa bo odgorelo v nekem predpisanem času. Se pravi, če je na primer požarna zaščita konstrukcije predpisana 60 minut, lahko izračunamo 60 krat 0,7, je 4,2 cm, potem potrebujemo še nek pribitek zaradi zogledene plasti in izračunamo, da potrebujemo približno 5 cm lesa, ki bo odgorelo v 1 uri. No, znotraj tega jedra nosilca pa bo les popolnoma intakten. Ta obloga iz zoglenjenega materiala ga v bistvu ščiti pred to visoko zunanjo temperaturo. In naprimer požarni premazi za jeklo naredijo popolnoma enako, vendar s kemijo. Poleg tega je treba te premaze obnavljati tekom cele življenjske dobe konstrukcije. Les pa to v bistvu počne sam od sebe. Če pogledamo tule na desni sliki, imamo primer nosilca v požarni peči. Pred testom, po testu in potem čisto na desni vidite, da ko se ta zoglenjena plast praska dol, je spodaj popolnoma intakten material, ki ima popolnoma enako nosilnost kot pred požarom. Kaj pa moramo dejansko paziti pri lesenih konstrukcijah danes? Predvsem na kritične točke, to so detajli, kjer pa lahko povišana temperatura lokalno vseeno povzroči težave. To je okrog dimnikov, različnih oblog, sploh če imamo opravka z leseno okvirno gradnjo, razni preboji za elektriko, za fasade in pa potem na lesenih fasadah. Sicer konkretno na tej sliki je fasada objekta, ki ima 18 etaž, meri čez 80 metrov in je popolnoma lesena. S pravilnimi detajli pa lahko dimenzioniramo tako, da bo odporna na požar tudi za tisto zahtevano dobo. No in pa spoji v lesenih konstrukcijah. Spoji v lesu se projektirajo z jeklenimi veznimi sredstvi, jeklo pa, kot smo že prej rekli, ni ravno najboljše oziroma se ne obnaša najboljše pri povišeni temperaturi. Še beseda o potresni varnosti. Če takole pogledamo Evropo, to je potresna karta Evrope in potem gremo še malce bliže v Slovenijo in potem še malce bliže naprimer v Ljubljano, ki je v eni od najbolj potresnih regij Slovenije, lahko vidimo, da je recimo intenziteta potresa v Sloveniji in tudi v Evropi in po svetu različna. No, na tisti zadnji karti vidimo neke številke in te številke so konkretno pospeški temeljnih tal, ki jih lahko pričakujemo pri nekem
Potres, na katere danes dimenzioniramo objekte, to je potres povratno dobo 475 let, kar pomeni, da bi ga povprečni objekt nekje v 50 letih svoje življenjske dobe bi imel 10% verjetnost, da ga bo izkusil. In vidimo, da bi recimo nekje na Rožniku lahko izkusili nekje 0,25 G, to je težnostnega pospeška, medtem ko na Barju, kjer so pa taka precej neugodna tla, pa mnogo več. Ampak kaj je pomembno pri potresu? Pri potresu je nekako najbolj enostavno ozadje drugi Newtonov zakon. Se pravi, sila je masa krat pospešek. Pospešek dobimo iz pospeška temeljnih tal posameznega potresa, na to ne moremo vplivati. Masa je masa objekta in sile so na koncu tiste potresne sile, ki jih bo objekt izkusil. Če pogledamo razmerje med nosilnostjo in pa specifično težo oziroma gostoto posameznih materialov, vidimo, da ima les približno takšno trdnost kot beton, vendar je od njega 5-krat lažji. In če se zdaj spomnimo na tisto prejšnjo enačbo, če imamo enak pospešek temeljnih tal, pa 5-krat manjšo maso, bomo imeli na koncu 5-krat manjše sile, kar je odlično za dimenzioniranje, ker ne potrebujemo tako močne in čokate konstrukcije. Seveda imajo konstrukcije tudi ostale sloje, tako da skupna masa na koncu ni 5-krat manjša, je pa približno za tretjino do polovico manjša od klasične konstrukcije, kar poleg boljšega odziva pri potresu pomeni tudi, da imamo manjšo potrebo po temeljenju konstrukcije. Potresna varnost se v osnovi načrtuje na več, z nekim principom, ki mu pravimo nekako načrtovanje nosilnosti. Les kot material ima to ugodno lastnost, da ima nizko težo, kar pomeni, da generira nizke potresne sile. Vendar te sile moramo na koncu vseeno nekako prevzeti. In prevzamemo jih s temi stiki v leseni konstrukciji, ti stiki pa so iz jekla. In te jekleni stiki se morajo plastificirati, pri tem se sipa potresna energija, nekako tako, kot če ste recimo kdaj videli kakšne posnetke crash testov avtomobilov, kjer se pločevina mečka, ampak ravno to mečkanje pločevine na koncu potem voznika reši pred tistimi visokimi silami. In to je nekako splošni princip, kako se dimenzionirajo vse konstrukcije. Ne sme se pa v tem primeru porušiti lesena konstrukcija. Se pravi, vedno moramo stremeti k temu, da se plastificirajo stiki, ne sme pa priti do krhkega loma lesa. In seveda, poleg vsega ostalega, še vsi standardni principi potresnega projektiranja, se pravi, da imamo jasen obtežni tok po celotni konstrukciji, da vemo, kakšne so sile v lesenih elementih in kakšne v spojih. In še najbolj osnove potresnega inženirstva, se pravi enostavnost konstrukcij, pravilnost konstrukcij in pa redundanca. Nažalost, to ni prav zelo prisotno v današnji sodobni arhitekturi, pa vendar se moramo inženirji statiki potruditi, da vsaj kolikor toliko neko enostavno in pravilno konstrukcijo na koncu spravimo čez, sploh če gre za nek večetažni objekt. Še ena dobra lastnost lesa je pa možnost prefabrikacije, kar pomeni, da lahko les oziroma lesene konstrukcije že v tovarni obdelamo do neke višje faze. Ker les je namreč enostaven za obdelavo, transport, sestavljanje in pa tudi shranjevanje. In prva faza prefabrikacije, oziroma faza nič, če te tako rečemo, je, ko pride na teren še taki relativno surovi kosi, se pravi posamezne letve, posamezne deske. Faza 1 pomeni, da se na teh elementih že naredijo neke dodatne obdelave, utori, lahko je na CNC strojih. Faza 2, kjer potem že spajamo zraven dodatne elemente, naprimer neke jeklene čevlje z lesenimi nosilci. Naslednja faza je potem, so že višji elementi oziroma bolj sestavljeni elementi, več komponent, lahko je vgrajeno stavbno pohištvo, dodatne obloge. In pa potem faza 4, kjer dejansko ne montiramo več sten, ampak že v bistvu cele sobe oziroma cele etaže. Ozko grlo tukaj je ponavadi transport, ki pač omogoča samo prevoz elementov do določene velikosti, sicer je pa pač že na koncu transport težava, da se ne splača več prefabrikacije delati. Se pravi, na kratko, prefabrikacija bistveno skrajša čas gradnje, je čista in varna gradnja, omogoča visoko stopnjo natančnosti in nadzora, manj obremenjuje okolje s hrupom in pa upravljanje gradbišča je manj zamudno. Je treba pa zelo poudariti, da je popolna projektna dokumentacija je ključno, da lahko prefabrikacijo izvajamo. Namreč, če nam na teren pride en steber narobe, ga je veliko bolj enostavno zamenjati, kot pa če nam pride cela soba ali pa še cela etaža narobe. Tako da tukaj je projektna dokumentacija res pomembna. No in še zadnja od teh prednosti lesa je pa možnost vertikalnega nadgrajevanja stavb z lesom.
Prednosti so podobne kot prej pri prefabrikaciji, plus ta dodatna majhna masa, ki smo omenili že pri potresu. Namreč ta majhna masa omogoča, da niso potrebni takšni posegi v obstoječ objekt, kot bi bili sicer. Se pravi, temeljenje načeloma niti ni treba, če ne gre za neko res visoko nadgradnjo, dodatno utrjevati. Tudi potresno, če imamo gor na objektu dodatno manjšo maso, je veliko bolj enostavno, kot če imamo neko betonsko dodatno etažo. Kar na koncu pomeni manjšo investicijo in tudi manj motenj za uporabnike in pa sosede. Par primerov tovrstnih vertikalnih nadgradenj lahko je na manjših objektih, bolj družinskih, recimo večetažna mansarda, zelo razgibana, ali pa na celotnem naselju večjih stanovanjskih blokov. Lahko gre tudi za neke stavbe v mestnem jedru, starejše zgradbe, vendar tu dostikrat pride do težav zaradi kulturne dediščine. Takšne stavbe so pogosto pod spomeniškim varstvom. Ampak tukaj je en lep primer iz Avstrije. No, tukaj pa še en primer iz Slovenije. Konkretno hotel v Termah Čatež pred približno 10 leti je bil povišan za 2 etaži na obstoječe 4, brez kakršnih koli konstrukcijskih posegov v obstoječo konstrukcijo, kar je bilo seveda za investitorja izjemno ugodno, ker je imel investicijo potem lahko res zelo, zelo racionalno. No, zdaj pa gremo še na drugo, to večje poglavje, zagotavljanje kakovosti izvedbe. Pogledali bi 2 fazi, fazo načrtovanja in pa potem na kraju samem. Za vsak objekt je zelo pomembno, da so definirane neke bistvene zahteve. Nekatere definira zakonodaja, nekatere pa investitor. Se pravi, minimalna energetska učinkovitost, zvočna zaščita, naprimer po drugi strani zrakotesnost je pa stvar posameznega investitorja, če hoče tu pasivno gradnjo ali ne. No, ampak to dobro integralno projektiranje je ključno za to, da lahko taki objekti dobro funkcionirajo. Pri leseni gradnji je pa to še toliko bolj pomembno, kajti tu so posamezni inženirji veliko bolj odvisni eno od drugega, kot pa naprimer pri betonski gradnji. In pokazal bi vam samo par primerov, ki so ključni sploh mogoče za načrtovalce statike, da se zavedajo predvsem te ortotropnosti lesa, oziroma celo anizotropnosti. To pomeni, da se les ne obnaša v vseh smerih enako, kot pa naprimer jeklo, ki je izotropno. Tole je primer previsokega tlaka pravokotna vlakna, če je levo je slab detajl, desno je pravilen detajl. Nateg pravokotna vlakna lahko vodi celo v bolj katastrofalne posledice in isti mehanski fenomen je potem odgovoren tudi za razpoke na ležiščih, za razpoke okrog odprtin, kar je zelo pomembno danes pri vseh inštalacijah, ki so potrebne v objektu. In če ostanemo pri inštalacijah, zelo pomembno je, da so projektanti med seboj uigrani. Se pravi, da ne prihaja do nekega naknadnega dodajanja prebojev v konstrukcijo, kajti ti preboji nikoli niso postavljeni tja, kamor bi mogli biti in lahko vplivajo tako na izgled, kot tudi na samo nosilnost konstrukcije. Odmiki veznih sredstev so zelo pomembni od roba elementov in pa potem krhki spojev, o kateri smo govorili že prej v poglavju o potresu. No, na kraju samem načeloma kontrola lesenih konstrukcij je zelo podobna vsem ostalim objektom. Pač treba je slediti dokumentaciji in objekt naj bi bil načeloma zrcalna slika dokumentacije. So pa določene specifike, lesene konstrukcije se pač spajajo s posebnimi veznimi sredstvi. Če gre za asimetrične kotnike, je potrebno biti previden, da so pravilno obrnjeni. Če gre za tovrstne kotnike, morajo biti vsi elementi vgrajeni. Kotniki, če se ne spajajo skupaj z betonsko in leseno konstrukcijo pravilno, in pa takele stvari, ki so v bistvu popolnoma mimo. Še mogoče samo besedo o ščitenju konstrukcije tekom gradnje. Obstajajo veliki šotori za tovrstne zadeve, da se les ne navlažuje. Tega pri nas ni zaradi cene, poslužujemo se drugih ukrepov, s katerimi preprečimo pretiran vstop vode v objekt. In pa še nekaj standardiziranih postopkov za kontrolo različnih parametrov na samem objektu. Bolj podrobno mogoče o tem kdaj drugič, tako da na tem mestu bi se vam zahvalil za pozornost in pa nasvidenje. Hvala, gospod Iztok Šušteršič. Ekološki in trajnostni vidik gradnje z lesom smo do sedaj zares dobro poudarili. Kaj pa tisto na videz manj objektivno dejstvo, da se človek v lesenem objemu bolje počuti? Zakaj je živeti med lesenimi stenami našemu zdravju in počutju prijazno? Oziroma, katere lastnosti lesenih stavb vplivajo na toplotno, zvočno in vonjalno ugodje? Odgovore ima doktorica Sabina Jordan z Zavoda za gradbeništvo Slovenije. Pozdravljeni, moje ime je Sabina Jordan in v predavanju z naslovom Les, zdravje in bivalno ugodje bom
gradnjo z lesom osvetlila z vidika nekaterih posebnosti ter pokazala vplive na zdravje in uporabniško ugodje. Les je eden izmed materialov, ki ga uporabljamo od nekdaj. Za konstrukcijske elemente, za finalizacijo površin in seveda za izdelavo pohištva. Uporabljamo les kot tak in v vseh predelanih oblikah. Ima nekaj odličnih lastnosti, med drugim na primer sprejemanje in oddajanje vlage, toplotna zaščita, odpornost na ogenj, odpornost na kemikalije, ima tudi edinstvene estetske lastnosti, teksturo, pa sijaj. In koristno lahko prispeva k trajnostnemu odtisu stavbe, saj skladišči CO2. Les je material z močno identiteto, nedvomno gre za tradicionalen in hkrati zelo sodoben material. Je priljubljen in se ga uporablja vse več. Lesene stavbe so tudi pri nas, ki imamo sicer tipično masivno gradnjo, vse bolj razširjene. Poznamo jih kot bolj ali manj predizdelane, predvsem enodružinske hiše, ki so postavljene razmeroma hitro. Imajo pa seveda svoje specifike. Poglejmo tiste, ki so vezane na gradbeno-fizikalna dogajanja. Značilno za lesene stavbe je njihova heterogenost, saj so izdelane iz skeletnih lesenih elementov in polnil, pri čemer so uporabljeni tudi vezni kovinski elementi. Obstaja torej nevarnost pri takih stavbah, da imajo toplotne mostove. Naslednja značilnost je slojevitost. So namreč iz številnih slojev, pri čemer je za pravilno difuzijsko delovanje pomemben vrstni red teh slojev, sicer lahko v notranjosti stavbnega ovoja pride do kondenza. Uporaba lahkih materialov, zato so to generalno lahke, nemasivne stavbe, ki imajo manjšo toplotno kapaciteto. Ali to lahko vodi v pregrevanje? Suhomontažna izvedba, ki ne more zagotoviti zelo dobrega tesnenja, spojev, imajo iz tega naslova lahko te stavbe torej težave tudi z ventilacijskimi izgubami. Pa si poglejmo malce pobliže, kako je s toplotnimi mostovi v lesenih stavbah. Ali jih imamo tudi tukaj? Odgovor je seveda da. Vprašanje pa je, kakšna je njihova intenziteta. Najprej definicija. Toplotni most je tisti del stavbnega ovoja, na katerem je toplotni upor bistveno nižji v primerjavi s sicer uniformnim. Zaradi uporabe različnih materialov, to so materialni toplotni mostovi, potem geometrijski, kadar nastopijo manjše dimenzije, pa so dimenzijski. Najpogosteje pa gre za kombinacijo pojavov. Takrat govorimo o kombiniranih toplotnih mostovih. Po obliki ločimo linijski toplotni most ali dvodimenzionalni toplotni most in točkovni toplotni most, tridimenzionalni. Posledice pa so manjšega toplotnega upora, na toplotnih mostovih pa so povečani toplotni tokovi in s tem večje transmisijske izgube, kar ima vpliv na rabo energije za ogrevanje. Druga posledica pa so nižje notranje površinske temperature, kar lahko vodi v nevarnost površinskega kondenza in pa rasti plesni. Tudi za lesene stavbe torej velja pravilnik o učinkoviti rabi energije in pripadajoča tehnična smernica, ki pravita, da se je toplotnim mostovom z linijsko toplotno prehodnostjo večjo od 0,2 W na meter Kelvina potrebno izogibati z načrtovanjem ali dokazati, da ne pride do kondenza. Toplotne mostove tudi v lesenih stavbah lahko identificiramo in jih ovrednotimo. Identificiramo jih na realiziranih stavbah s termografskim oziroma infrardečim snemanjem iz notranje ali zunanje strani. In sicer to naredimo pri dovolj veliki temperaturni razliki med notranjostjo in zunanjostjo, tako da se na stavbnem ovoju vzpostavi toplotni tok. Posname se gostota upadlega sevalnega toka površine in rezultat IR snemanja je termogram. To je v bistvu barvna slika površinskih temperatur, ki je uporabna za primerjavo stanja posameznih elementov in pa identifikacijo površin tistih delov stavbnega ovoja, kjer je povečan toplotni tok. Vrednotimo pa toplotne mostove lahko že med načrtovanjem, in sicer s pomočjo numeričnih simulacij prehoda toplote na dvodimenzionalnem ali na trodimenzionalnem modelu
in sicer po ustaljeni metodologiji, ki je zapisana v standardu. Za izvedbo potrebujemo načrte, sestave, materialne lastnosti, zlasti je pomembna toplotna prevodnost materiala, potrebujemo pa tudi robne pogoje in neko orodje, s pomočjo katerega izvedemo simulacije. Rezultati simulacij pa so temperaturno polje, iz katerega razberemo kritične površinske temperature in pa vrednosti za linijski in točkovni toplotni most. Naslednji pojav, ki bi ga zaradi izrazite slojevitosti stavbnega ovoja želela se dotakniti, je nevarnost kondenzacije v njegovi notranjosti. V ta namen konstrukcije računsko preverjamo. Preverjamo jih tako, da izvajamo numerične simulacije difuzije vodne pare skozi konstrukcijo enodimenzionalnega ali dvodimenzionalnega modela pri različnih parnih tlakih med notranjostjo in zunanjostjo. Preverimo eventualni nastanek kondenzacije vlage. Simulacije izdelamo v času načrtovanja stavbe, potrebujemo pa ravno tako načrte, sestavo, materialne lastnosti materialov, poleg ostalih lastnosti je tukaj še zelo pomemben upor difuzijskemu toku, pa seveda tudi robne pogoje in neko orodje potrebujemo za simulacije. Postopek je tudi tu znan in se izvaja po metodologiji iz standardov. Rezultati pa so ugotovitev, ali pride do kondenza ali ne, potem se izračuna količina kondenza in čas izsuševanja kondenza. V lesenih predizelanih stavbah se pretežno uporablja les za konstrukcijske namene, uporabljajo se lesene plošče in naravne toplotne izolacije, ki temeljijo na lesu. To so v primerjavi z betonom in opeko razmeroma lahki materiali, ki imajo tudi manjšo toplotno kapaciteto, kar pomeni, da akumulirajo manj toplote iz okolice oziroma toploto hitreje oddajo nazaj v prostor. To povzroča bolj dinamične temperaturne razmere v notranjosti v primerjavi z masivno stavbo. Posledice so torej manj ublaženi temperaturni nihaji v primerjavi z masivnimi stavbami in pa manjši fazni zamik temperaturnih nihajev. To pa lahko vodi v večjo rabo energije za hlajenje. Na sliki vidimo precejšnjo razliko med simuliranim primerom poteka notranjih temperatur zraka v leseni stavbi, to je rumena krivulja, in pa v masivni stavbi, to je turkizno-modra krivulja. In še zadnji vidik, zrakotesnost. Suha montažna izvedba je sestavljanje elementov brez mokrih snovi, ki zapolnijo vse stike med njimi, vključno z vgrajevanjem stavbnega pohištva. Zato je tesnenje pri leseni gradnji praviloma manjše in obstaja verjetnost prisotnosti številnih špranj. Poleg tega les pri različnih relativnih vlažnostih deluje, se razteza in se krči, kar lahko dodatno poveča velikost in številčnost špranj. Posledica tega je lahko precej manjša zrakotesnost ovoja in s tem tudi nekontrolirano uhajanje zraka, pa seveda tudi večje toplotne izgube. To pomeni povečanje prezračevalnih in toplotnih izgub v ogrevalnem obdobju in slabšo energijsko bilanco stavbe. Da te prekomerne, predvsem preštevilčne netesnosti preprečimo, se držimo ukrepov in strategij v času načrtovanja in pa tudi izvajanja objektov. Med ukrepi je pomembno tesnenje, to je tesnenje medsebojnih stikov konstrukcijskih elementov, potem stikov stavbnega pohištva s konstrukcijskimi elementi, inštalacijskih stikov na prebojih vodov in pa v ovoj vgrajenih naprav. Izmed strategij pa velja omeniti načrtovanje tesnenja, prebojev s folijami naprimer ali trakovi s tesnilno maso in pa dosledno, ampak res dosledno izvajanje tesnenja ob gradnji in prenovi stavb. Ko je objekt zgrajen, netesnosti lahko preverimo s tako imenovanim blower-door testom, pri katerem se meri pretok zraka skozi stavbni ovoj pri več tlačnih razlikah med notranjostjo in zunanjostjo in računsko določi prepustnost zraka stavbnega ovoja pri vzpostavljenem nadtlaku in podtlaku. Rezultat se poda kot število izmenjav zraka, danega merjenega volumna pri 50 paskalih tlačne razlike med notranjostjo in zunanjostjo.
Dodatni pripomočki za iskanje netesnosti, ki jih lahko uporabimo istočasno z izvajanjem testa, torej ob nadtlaku ali podtlaku, pa so še dimljenje z umetnim dimom in dimnimi peresi in pa termografsko snemanje. Seveda tudi tu mora biti zadostna temperaturna razlika med notranjostjo in zunanjostjo, ki potem preko vdora hladnega oziroma toplega zraka pokaže netesnosti na ovoju. Stavbe so namenjene bivanju in zagotavljanju človekovega psihofizičnega ugodja. V stavbah danes v naprednih družbah preživimo preko 90% svojega časa. Zato je njihova kakovost zelo pomembna. Poleg tega se naš nivo pričakovanja po ugodju vseskozi dviguje. Vse prej omenjene lastnosti lesenih stavb, pa tudi lesa uporabljenega v stavbah, lahko vplivajo na uporabnikovo ugodje in seveda tudi zdravje. Izmed vseh pomembnih elementov, ki sestavljajo človekovo doživljanje ugodja, poleg psihološkega seveda, bom v nadaljevanju pozornost namenila prvim trem: toplotnemu, zvočnemu in vonjalnemu ugodju. Toplotno ugodje določajo naslednji parametri: temperatura zraka, relativna vlaga, potem gibanje zraka in srednja sevalna temperatura okoliških površin. To so v bistvu parametri vezani na stavbo samo. Potem pa so tukaj še stopnja presnove, toplotna zaščita oblačil in posameznikova aktivnost, ki pa so seveda vezani na posameznika. Parameter, ki je povezan z uporabo različnih materialov, tudi lesa, v notranjem okolju, je sevalna temperatura površin, ki pomembno vpliva na temperaturo, ki jo občutimo v prostoru. To je razlog, zakaj je kakovost stavbnega ovoja in uporaba zaključnih materialov površin tako zelo pomembna. Les ima razmeroma nizko toplotno prevodnost od nekje 0,11 do 0,21 vatov na meter Kelvin, pomaga pri toplotni zaščiti stavbnega ovoja in vpliva na višje notranje površinske temperature. Tudi zato ga pogosto najdemo v obliki obloge na stenah. Še ena zadeva je, ki vpliva na toplotno ugodje v prostoru. To je hitrost gibanja zraka. Veliko hitrost gibanja zraka lahko občutimo namreč kot prepih. Če premalo pozornosti namenimo tesnenju stavbnega ovoja, lahko pride do nekontrolirane izmenjave zraka z zunanjostjo in do večjih hitrosti gibanja zraka v notranjosti. In hitrost nad 18 metrov na sekundo pri temperaturi 20 stopinj že lahko občutimo kot prepih. Kadar smo v direktnem stiku z materialom, recimo hoja z bosimi nogami po tleh, pa je za toplotno ugodje pomembna tudi toplotna vpojnost materiala. Ta pove, koliko toplotne energije telo izmenja v stiku z drugim telesom. Čim višja je njena vrednost, tem bolj intenzivno je odvajanje toplote. Toplotno vpojnost materiala določajo njegova toplotna prevodnost, gostota in specifična toplota. Les ima razmeroma nizko toplotno prevodnost in gostoto in še kar visoko specifično toploto. Zato ima toplotno vpojnost razmeroma recimo nizko, okrog 0,14. Opeka, na primer, ima precej višjo, okoli 2. Še en ključni element, ki prispeva k ugodju v notranjosti, je zvočno ugodje, ki vse bolj pridobiva na pomenu v grajenem okolju, saj imamo danes vse več motenj hrupa, tako v službi kot tudi doma. Kako zagotoviti zvočno ugodje v lahki leseni gradnji pri prehajanju hrupa iz sobe v sobo preko stene ali tal v sobo? Namreč les kot razmeroma lahek material ni najboljši za zvočno izolacijo. Les slabo izolira zvok, ki ima izvor v zraku, in tudi slabo izolira zvok, ki ima izvor na konstrukciji. To se pravi na tleh. Rešitev za to so večslojni elementi. Za stene so to elementi z več sloji različnega materiala, ki učinkovito dušijo prenos zvoka, po možnosti tudi uporaba elastičnih materialov vmes. Za tla pa gre za ločevanje togih talnih podlag od sten in kombiniranje togih talnih podlag z elastičnim materialom, torej izvedba plavajočega poda. Poglejmo si, kako se izogniti prenosom hrupa v lahki leseni gradnji. Prvi primer
nam pokaže, da to lahko naredimo z ločevanjem konstrukcijskih elementov, tako da ima vsak prostor svoj konstrukcijski element. Drugi primer gre za uporabo elastičnih materialov med konstrukcijskimi elementi ter za vgradnjo plavajočih estrihov s primernimi detajli in zaključki. In tretji primer z uporabo zvočno-izolativnih pritrjevalnih sistemov za vgradnjo odtočnih cevi ali obešenih stropov. Vsekakor pa je les kot material dober za regulacijo akustičnega ugodja v prostoru. Lesene obloge z režami in perforacijo na stenah in na stropovih lahko zmanjšujejo odmev in hrup v prostoru. Pogosto se uporabljajo v prostorih s posebnimi akustičnimi potrebami, na primer v koncertnih dvoranah, kulturnih domovih in pa športnih dvoranah. Načeloma govorimo o dveh tipih oblog. Absorpcijske obloge, ki zvok absorbirajo, njihova absorpcija zvoka pa je odvisna tudi od tipa obloge oziroma od odstotka perforacije ali rež, od odmika od zidu in od polnila za oblogami. Potem so pa tu še refleksijske obloge, ki zvok odbijajo in ga razpršijo v prostor, tako da se doseže nekako bolj enakomerno pokritost zvoka po prostoru. Obe vrsti oblog je mogoče namestiti v novogradnje ali pa v obstoječe stavbe in celo kot naknadne korekcije akustike. Pa še čisto na kratko o vonjalnem ugodju. Na vonjalno ugodje lahko vplivajo pretirano močne in izrazite vonjave, kot na primer parfumi, vonjave od kuhanja in podobno. Les sam po sebi ima običajno prijeten vonj, zato lahko pripomore k vonjalnemu ugodju in na splošno k kakovosti notranjega zraka. Vemo, da je kakovost notranjega zraka v veliki meri odvisna od dogajanja v notranjosti stavbe. Proizvajamo CO2, neprijetne vonjave, z dihanjem, z drugimi aktivnostmi. V notranjosti nastaja koncentracija trdih delcev, ki prihajajo od zunaj ali pa jih produciramo znotraj. Od zunaj iz zemljine vdira radon, sproščajo se lahko organske hlapne spojine iz nekaterih produktov. Prav te hlapne organske spojine, tako imenovani voci, so ene najbolj škodljivih in lahko močno vplivajo tudi na naše zdravje. Zato se tudi pri leseni gradnji držimo dveh glavnih strategij za izboljšanje kakovosti notranjega zraka. In ti dve sta odstranitev virov, kar je dejansko povezano z gradnjo in z vgradnjo proizvodov, in pa zagotovitev prezračevanja. Za zagotavljanje kakovosti notranjega zraka moramo paziti, da za zaščito in vgradnjo lesa, ki je sicer res čudovit material, v notranjost ne vnesemo drugih materialov, ki emitirajo škodljive snovi. Vgrajujemo torej izdelke z nizkimi emisijami, zlasti tistih hlapnih organskih spojin, tako imenovanih vocev. Govorimo o proizvodih, ki so povezani z lesom in lesnimi izdelki, o lepilih, o premazih, tesnilih, barvah in lakih in še kakšnem. Te je potrebno že med načrtovanjem in med gradnjo in opremljanjem pa še posebej dosledno preveriti glede emisij. Varni za uporabo so tisti, ki imajo znak kakovosti za varno uporabo. Takšni kot so tile, ki so na sliki prikazani kot primeri, in le na ta način se bo les v stavbah lahko izkazal z vsemi svojimi pozitivnimi vplivi. Tako, to je bilo vse z moje strani. Hvala za vašo pozornost.